Tukaj za mano, v mali galeriji Ekonomske fakultete, je postavljena moja razstava Bose. Verjetno bi bilo fajn, da poudarim, da je nastala v izrazitem odnosu oziroma dialogu z samim prostorom, z arhitekturo galerije, ki me je tudi spodbudila, da se lotim postavljanja razstave v tem prostoru. In namreč galerija se nahaja v širokem hodniku, ki ima na enem koncu veliko 150 cm premera okroglo okno, na katerega sem namestil print fotografije rdeče LED diode na pleksi steklu. Tako da to okno potem funkcionira kot neke vrste lightbox z podobo neke tehnološke stvari, ki pa jo osvetljuje naravna svetloba. Torej svetlobni vir, ki je umeten, je LED najučinkovitejši svetlobni vir, ki ga pa osvetljuje sonce od odzadaj. Zanimala me je ta dvojnost in odnos s fotografijo. Celotna razstava bi rekel, da se ukvarja nekako z odnosom, z fotografijo kot tako in z odnosom tehnoloških elementov oziroma tehnoloških produkcijskih elementov fotografije na eni strani in z samim proizvodom te tehnologije na drugi strani. Torej, elementi, ki sodelujejo v nastanku neke končne fotografije in fotografija sama uokvirjena ali ne na koncu. Tukaj gre za to. Zdaj, še en element je temnična luč, meter dolga v obliki fluorescentne svetilke, ki je narejena za barvno ali črno-belo temnico, zato ima dve različni barvi. In jaz sem to temnično luč prilagodil, da v bistvu menja te dve barvi na 30 sekund. 30 sekund je čas, ki je recimo primeren zaradi tega, ker če bo nekdo v tem prostoru se ogledoval razstavo, bo sigurno to trajalo vsaj 30 sekund in bo videl switch. Nisem pa hotel, da bi bile te menjave prehitre. Nekakšen ključ do razstave je pa, in tudi naslov, je pa Bose, fotografija zvonca. Črno-bela fotografija zvonca, ki sem jo posnel pred leti v Kalkuti in jo do sedaj še nisem niti razvil, torej prvič razvita. Na fotografiji vidimo del na videz od umazanije počrnelega lesenega podboja. Desno od podboja je manjša ploskev grobo ometane in že razpokane bele stene. Slikopleskar očitno ni bil dovolj natančen in je nekaj beleža pomazal tudi po podboju. V desnem spodnjem kotu je viden fragment znaka s črkami. Morda piše Bose. Nad znakom vidimo reženj lesenega nabiralnika, ki je zaklenjen z okroglo obešanko. Levo in malce navzdol od obešanke je na beli steni zelo temen madež, za katerega bi se dalo sklepati, da je povezan z dolgoletnim odklepanjem in zaklepanjem obešanke. Levo od podboja vidimo v notranjost stavbe, vendar ni jasno, kakšen ta prostor je. Podoba je tu neostra. Za podbojem je verjetno kovinski okvir drsne varnostne rešetke, ki dodatno zavaruje vhod, ko ni nikogar doma, oziroma ni nikogar, ki bi vhod nadziral. Globlje v prostoru je viden del svetle stene, ki se na levi konča in nam dovoli še globlji pogled v notranjost. Nič ni v Wasserwagu. Zgoraj je verjetno strop, zadaj še en prehod. Na skrajni levi nek svetlobni vir, prežganina. Morda okno na drugi strani stavbe ali kakšno svetilo. Na stropu je packa. Nekaj pač, ki spominja na človeka, morda golega, ki se plazi po vseh štirih dela. Saj jaz ga vidim, če se malo potrudim. Potem so na razstavi še 3 klasično uokvirjene fotografije.
ki so spet v nekem dialoškem odnosu z temi elementi, s temi tehničnimi elementi. Recimo imamo LED, torej print LED diode na oknu, ki v bistvu učinkuje kot sonce. Poleg nje pa klasično črno-belo fotografijo rastline, ki raste nekje na ulici v enem kotu. In tukaj, vsaj kakor jaz to razumem, se dogaja nek ta odnos svetlobe, tehnološke svetlobe, nastanka fotografije kot rasti te rastline, tudi kemični procesi, ki se dogajajo znotraj recimo procesa nastanka analogne fotografije, torej voda, ki je potrebna za rast rastline in istočasno svetloba, ki je tudi potrebna za to rast, torej ta dialog tehničnega elementa in v bistvu neke organske stvari, rastline in potem podobe, ki so vsi v nekem povezanem odnosu. Potem sta še dve fotografiji. Ena je nasproti mize z fotografijo Bose, ki funkcionira kot neka taka strogo, hladna, analitični prostor z neko tehnično barvno usklajeno svetlobo, ki osvetljuje, torej nekaj za analizo, za disekcijo. Nasproti nje je fotografija spet tal z nekim trakom in potem na teh tleh je mreža, odtis mreže, verjetno mreže za armaturo betona, ki pa se potem podvaja oziroma povezuje z podlogo fotografije Bose, ki pa je tista podloga za rezanje. Recimo, tukaj se dogajajo te odnosi. Potem na koncu je pa še ena fotografija, ki se povezuje z temnično žarnico, torej to, ki menjava svetlobo. Tista je pa fotografija cevi z vodo na zunanji steni stavbe, ker pač spet slikano v Indiji, tam ni izolacije, torej so vodovodne cevi na zunanji strani. Ta se pa v bistvu ukvarja, kot je tista luč tehnološka, se ukvarja z neko tehnologizirano oziroma omejeno vodo, vodo, ki jo potrebujemo za to, da proces fotografije lahko izvedemo. Potem so še okna na drugi strani. Torej na eni strani hodnika je stena z deli, na drugi strani so pa okna v knjižnico, v centralno ekonomsko knjižnico, ki so zatemnjena s folijo. In ta folija v bistvu, po angleško se ji reče film, torej zatemnitveni film za stekla, ki se spet nekako povezuje z celotno fotografsko logiko zadeve, ker pač film, ki zatemnjuje, istočasno odseva, dela vidno, skriva in tako naprej.